imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, mir z vami. Predragi brati in sestre, prav prisrčno vsi pozdravljeni v svetišču naše svetogorske kraljice, delivke vseh milosti. Vsaka posvetitev pravzaprav na nek način izvira iz krvi. Kristus je vse zaslužil, vse milosti in vse posvetitve, vsa posvečenja, s tem, da je prelil svojo kri na križu. In tako na poseben način se mi zdi lepa okoliščina, da se tudi mi spominjamo vseh žrtev za domovino, vse prelite krvi za domovino, s katero je naša domovina posvečena. Da se jih hvaležno spominjamo, da molimo in prosimo za nje in da molimo in prosimo za našo domovino. Vsemogočnemu Bogu in vam, brati in sestre, priznam, da sem živ v mislih, besedah in dejanjih, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, za dobrozim Sveta Devica Marija, vse angele in svetnike in tudi vas prosite same Boga, nebeškega Očeta, usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen.
Berilo iz knjige preroka Jeremija. Tako govori Gospod. Vriskajte od veselja Jakobu, vzklikajte po glavarju narodu. Oznanjujte, hvalite in govorite, Gospod reši svoje ljudstvo, Izraelov ostanek. Glejte, pripeljem jih iz severne dežele in jih zberem od koncev zemlje. Med njimi tudi slepe in hrome, noseče in porodnice hkrati, velik zbor se jih vrne sem. Vsak veliki duhovnik je vzet izmed ljudi in postavljen ljudem v korist glede tega, kar se nanaša na Boga, da daruje daritve in žrtve za grehe. Ker tudi njega obdaja slabost, mora potrpeti z nevednimi in s tistimi, ki blodijo. Tisti čas je Jezus prišel v Jeriho. Ko je s svojimi učenci in s precejšnjo množico odhajal iz Jerihe, je slepi berač Bartimej, Timajev sin, sedel ob poti in ko je slišal, da je to Jezus Nazarečan, je začel vpiti in govoriti: Jezus, Davidov sin, usmili se me. Mnogi so ga grajali, naj umolkne. On pa je še glasneje vpil: Davidov sin, usmili se me. Jezus je obstal in rekel: Pokličite ga. Poklicali so slepega in mu rekli: Le pogum, vstani, kličete. Odvrgel je svoj plašč, skočil po konci in pohitel k Jezusu. Jezus ga je vprašal: Kaj hočeš, da ti storim? Slepi mu je dejal: Rabuni, da bi spregledal. Še enkrat prav lep in prisrčen pozdrav vsem na današnjo soboto proti večeru, tem vedrem in svetlem popoldnevu, ko smo zbrani tu v tem našem prelepem svetišču. Hiša, vsaka cerkvena hiša in tudi ta hiša je vedno tudi hiša Gospoda nad vojskami, tako se reče. In imamo tam pri Danielu v eni lepi njegovi hvalnici pravi tako: Hvali Gospoda vsa nebesna vojska, hvalite Gospoda sonce in luna, hvalite Gospoda vse zvezde na nebu. V duhovnem pomenu vid je znamenje daru sveta in daru iznajdljivosti. Da človek vidi stisko okrog sebe, da vidi potrebo, da zna pomagati. Vid je čut dobrodelnosti in to nam je vedno znova potreben. In ko smo pa ravno tudi pri naši nekoliko, recimo, vojaški maši, vojak posebej treba ima, najprej mora imeti dober vid, da zadene. Če nima dobrega vida, težko to gre. To se mi zdi prav lepa ta povezava. V drugem brilu smo slišali o tem, kako Gospod kliče ne samo ti izvoljence raznovrstne skozi zgodovino odrešenja, ampak spet vsakega človeka Gospod kliče. Je dobro, da se spomnimo nekaj, da vsak izmed nas je povezan z Gospodom in da vsakega izmed nas po svoje, nekatere na bolj lahko tudi kakšne imenitne službe in tako, ampak
tudi vsako drobno vsakdanje naše delo nas vedno Gospod kliče. In zato nam je potreben vsem dober posluh. Sluh, je pa znak reda, znak ubogljivosti, znak poslušnosti, čut poslušnosti. In zato vsak dober vojak in tudi vsak, bi rekel, lahko razširimo malo Kristusov pričevalc, mora imeti dober posluh, dober sluh, da sliši, pa ne samo v tem čutnem smislu, ampak tudi v duhovnem smislu, da sliši Gospodov klic, da sliši to besedo, to povabilo, ta navdih. In tako smo povezani, vidite, vsaka stvar nam malo pomaga. In potem smo slišali se še v prvem berilu, veličastno prvo berilo iz proroka Izaija, Jeremija, kako bo Gospod razkropljeno izvoljeno ljudstvo po vsem, bi rekel, tedaj znanem svetu spet spravil skupaj. Kako, pravi, jih pripelje vseh koncev sveta, od shoda in zahoda, od severa in od juga, in jih pripeljem nazaj domov. Eko, še enkrat z veseljem povabim k molitvi za te lepe namene, ki smo jih že omenili, in na poseben način seveda tudi za našo domovino, da bi pridobili več čuta za njo, za skupno življenje, da bi uspeli potegniti bolj naprej, da bi uspeli svoj pogled, svoj posluh in svoj von, svoj voh v prihodnost, v to, kar je za nas vse dobro, in da bi potem to samo po sebi, se razlezlo, kakor se razleze prijeten von ene rožice, prijeten von česarkoli, da bi se na takšen način tudi ta naša dobrovolja, ta naš vesel pogled v prihodnost, ta naš pogum za delo, ki je pred nami, tudi za napore, ki nas čakajo, da bi nas Gospod v vseh teh rečeh vedno lepo podpiral in Božji duh razsvetljival. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi. Veselo poveličujemo in nenehno kličemo. Oh
Čakaj. Mirno! Jasno! Zdrav! Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo po svojem duhu ti daroven, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa, ko je šel prostovoljno trpljenje i vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Krivnost vire. Gospod Jezus Kristus, poslal si Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi o miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. Bratje in sestre, podajmo si roke, si zaželimo Božjega miru.
Spoštovani, pred 24 leti je bil čas vojne, je bil čas življenja in smrti, je bil čas, ko nas je domovina potrebovala. Bil je čas, ko smo se za domovino in narod bojevali. Veste, uspehe in dosežke bo sodila zgodovina. Nam pa ostaja spomin na čas, ko smo uresničili stoletne sanje slovenskega naroda, to je samostojnost. Neštete generacije Slovencev so krepenele po rastni državi, vendar za to ni bilo dovolj le hrepenenje. Zato so bila potrebna dejanja. Pred 24 leti se je slovenski človek končno, odločno, enotno in pogumno odločil kreniti na lastno pot. Na to pot pa smo lahko krenili, ker smo vedeli, kaj hočemo in kaj zmoremo. Ta pot je bila negotova, vendar pa predvidljiva. Zato smo lahko stopili v bran komaj rojene države z znanjem, hotenjem in pogumom. Zato je bilo potrebno uporabiti orožje, preliti kri in darovati življenje. To pa je največ, kar lahko narediš za svojo domovino. Francoski romanopisec Flaubert je zapisal: srce je bogatstvo, ki se ne prodaja in ne kupuje, marveč daruje. Veterani vojne za samostojno Slovenijo smo z veliko večino prebivalcev pred 24 leti svoje srce darovali domovini. Kaj pa je domovina? Gore, morje in ravnina. To je moja domovina. To je slovenski človek s svojimi dobrimi in slabimi lastnostmi. To smo mi vsi. To je bil ključ našega uspeha in dosežka, ker smo obranili dom, družino in domovino za vse državljane Republike Slovenije. Tiste državljane, ki so to bili po srcu in duši, ne pa zaradi različnih interesov. Naše naloge in dolžnosti smo tako v pripravah kot v procesu osamosvajanja, vojne, pa do izgona zadnjega vojaka JLA iz Slovenije opravili častno in pošteno. Tako pripadniki teritorialne obrambe, kot tedanje milice in vseh ostalih civilnih struktur o podpori velike večine prebivalcev. V vojni za samostojno Slovenijo se je bilo potrebno odločiti, neenakovreden boj sprejeti in v tem boju zmagati, ali pa samostojne Slovenije nikoli več imeti. Tedaj je bilo potrebno imeti pogum in iti zmagi nasproti. Tedaj se nismo ustrašili agresorjevega števila, znanja, tehnike in brutalnega početja. Nismo se ustrašili v generalu ne srpske in ne slovenske krvi, ker smo vedeli, da so se opredelili za zgodovinsko povsem zgrešeno in preživelo stvar. Bili so slabi generali in slabi Slovenci. Spoštovani, zadnje stoletje nas je kot narod celovito pretresalo in krvavele so vse generacije, tudi naša, ki je zrasla na pogoriščih dveh svetovnih vojn, ki so tako kruto pobirale svoj krvavi davek med našimi slovenskimi ljudmi. Bojevniki vseh obdobij slovenske zgodovine so dokazali, da so zmagovalci brezkompromisnega boja, ko gre za usodo lastnega naroda. Mi, kot zadnja veteranska generacija, smo ponosni na našo lastno zgodovino in na vse bojevnike pred nami. Svojimi dejanji,
v obdobju 1990-1991 smo dokazali, da smo zgledni nasledniki naših prednikov, ki so se bojevali za slovenskega človeka in slovensko domovino. Ponosni smo na slovenske polke in posameznike v prvi svetovni vojni, majstrove borce, pripadnike organizacije Tiger in borce slovenske partizanske vojske. Obenem se pa moramo zavedati, da smo kot narod preživeli zato, ker nas je oblikovala skupna preteklost, ki v sebi skriva več pogumnih kot strahopetnih dejanj, več poštenosti kot nečastnosti, več dajanja kot sprejemanja. Pa tudi, da smo v najtežjih trenutkih stiske in preizkušnje naše domovine lahko sprejemali prave odločitve tudi zaradi posameznikov, ki so za svobodno in suvereno domovino v vsej zgodovini našega naroda zavestno darovali svojo ustvarjalnost, svojo pravičnost, svoj pogum, svojo odločnost in požrtvovalnost, pa tudi svojo osamljenost, osebno srečo in tisto najbolj dragoceno, svoje življenje. Vabim vas, da z minuta molka počastimo spomin na vse tiste, ki so v dolgi zgodovini našega naroda za domovino darovali kri in življenje, pa tudi vse preminule udeležence vseh vojn na našem slovenskem prostoru. Naj jim bo večna hvala in slava. Dovolite mi, da se na kraju zahvalim vsem, ki so pri pripravi, organizaciji in izvedbi današnje maše sodelovali in pomagali. Hvala koprski škofiji in še posebej škofu monsinjoru dr. Juriju Bizjaku, vojaškemu vikarijatu,
predstavnikom Slovenske vojske na čelu s brigadirjem Bojanom Pograjcem, frančiškanom na Sveti Gori, pevskemu zboru Levka, predstavnikom prijateljskega gledalskega društva iz Butrija na čelu s predsednikom Frankom Gervazijem, predstavnikom območnih združenj veteranov vojne za Slovenije Kanal, Zgornje Posočje in Brda, predstavnikom Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve na čelu s predsednikom Alešem Hojsom, predstavnikom krajevnih odborov Združenja za vrednote NOB Šempeter Vrtojba, predstavnikom policijskega združenja Sever Severno-Primorske, pa tudi vinarjem, ki so prispevali za današnjo druženje, predstavnikom prostovoljnega gasilskega društva Dornberg in predstavnikom krajevne skupnosti Sovkan na čelu s predsednico Darinko Kozinc. Prav posebno zahvalo našega združenja namenjam vsem prisotnim praporščakom in drugim gostom, ki ste nas počastili svojo prisotnost. Hvala vsem članicam in nečlanicam našega združenja za pripravljene dobrote. Sedaj mi pa dovolite, da v imenu območnega združenja veteranov vojne za Slovenije veteran Novo Gorico izročim posebno spominsko palico monsinjeru dr. Eroziju Vizjaku, koprskemu škofu. Srčna hvala za to tako svojevrstno, pa zelo lepo pastirsko palico. Tako mi pride na misel, kar je rekel na Krku škof, so ga posvetili. Je dobil palico in potem je rekel tako: zdaj v naši hiši so 3 palce. Eno ima tata, eno ima mama, a sad i ja, je rekel. Srčna hvala se pridružuje z velikim veseljem, res. Vsem zahvalam, ki so bile izrečene in še posebej sem vesel, da je letos tudi, se mi zdi, nekaj več mašnikov in bi bil zelo vesel, če bi mogoče prihodnje leto še več se nabralo. Tako da bi res to bila ena takšna skupna, lepa prošnja naše škofije za našo domovino. Vsi čutimo, koliko lepih želja, koliko lepih misli, koliko dobre volje, koliko poguma se tako čuti, lejte, takoj med nami in smo tega veseli in to pozdravljamo in se pridružujem tudi tej želji, da bi se drugo leto spet dobili, še bolj veseli in da bi nas bilo še več. Vse naj nas spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami. Blagoslovi naj vas Gospod in vas varuje. Razjasnjene svoje obraz nad vami in vam bodi milostljiv. Vrnene svoje obličje k vam in vam da svoj mir. To naj vam podari vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Slavimo Gospoda.